Gospe in gospodje, dober večer, hvala lepa za tako številno udeležbo, ki smo zelo veseli. Moji gostje, gospod Marko Fink, dr. Tomaž Erzar, dr. Lenart Škof. Jaz sem Boštjan Tader, odgovorni urednik Pogledov. Kot ste videli, naša tema danes smo poskusili nasloviti imperativ odpuščanja kot nekaj onkraj sprave. Zdaj, sprava je beseda, ki se je v Sloveniji, kot vidim, da noben od nas ni lih iz osnovne šole, se bomo spomnili, da je nekaj, o čemer se že tam nekje od sredine 80-ih precej govori. In tudi v Pogledih smo imeli julija in še kar velik članek na to temo, ki smo ga pa naslovili 25 let pozabe po vojnih pogovorih. In to smo naslovili na dve knjigi, ki ste šli v zadnjih mesecih. Ena je knjiga profesora Mitje Ferenca z oddelka za zgodovino Filozofske fakultete, ki je pisal o dejanskih prekopih žrtev iz doslej raziskanih grobišč. Druga je pa knjiga autobiografija Mehmedalija Alića, rudarja, ki je vodil izkopavanja v Hudi jami. Torej, knjigi ne bi mogli biti bolj različni kot sta, ampak sporočilo obeh je pa pravzaprav tako rekoč identično, da smo na tem področju v enem velikem zaostanku. Takem zaostanku, da je dr. Ferenc v pogovoru za ta isti članek rekel en stavek, ki se mi zdi zelo zgovoren in zanimivo zato, ker je on zgodovinar in ker se takrat, ker se v tej debati pride v kakšno slepo ulico, hitro reče, ja, ne se zgodovinari zmenijo, ne bomo zdaj celega naroda s tem obremenjevali. In kaj prav profesor Ferenc, ki je zgodovinar? Prav, to ni več zgodovina. S tem smo toliko časa odlašali in cali, nič ne vedeli, da je to naše zatečeno stanje, ne pa zgodovina. In skratka, danes se ne bomo pogovarjali o zgodovini, ne o tem, kaj se je zgodilo, zakaj se je zgodilo, kdo je kaj delal. Te stvari so do neke mere znane, marsikaj tudi ne. Tudi o tem ne bi več kot toliko danes govorili, če bo šlo, ker s tem ne bomo prodelaš prišli, ker je to tako obsežna tema, da bi o tem lahko se pogovarjali najbrž mesece. Ne. Ampak, to, kar je bil pa odziv na ta članek pri nas, je bil pa tekst od dr. Erzarja, ki je bil objavljen pred 14 dnevi v Pogledih, ki je pa, se mi zdi, na en produktiven način obrnil optiko. Saj mislim, da če se teze, ki jih je Tomaž postavil v tem tekstu in ki jih bo, mislim, da najboljš sam predstavil v kratkem risu, če se te teze vzame zares, če se z njimi naredi eno udejanjenje te ideje, bomo verjetno tudi pri raziskovanju zgodovinskih aspektov najbolj prišli k ideji. Tako da bi Tomaž s tebe kar povabil besedi in rekel, da mogoče ti poveš, kako si prišel do te ideje in potem gremo naprej. Hvala. Še v mojem imenu lep pozdrav vsem. Jaz sem preučeval pojave genocida in množičnih povojov tudi po svetu in predvsem to, kako so se po svetu lotevali spravnih procesov. In sem videl, da je ta stvar ni tako stara, da tudi svet šele zdaj, ko je padla železna zavesa, začne na novo pisati zgodovino, se pravi, ali pa bi rekel, razumevati zgodovino, razumevati drugo vojno, posledice druge vojne, zlasti posledice na drugi generaciji, se pravi na mlajši generaciji, in na tem, da pravzaprav je to sovraštvo, ali pa so te posledice, te travme druge vojne, tako rekoč, jih je čutiti še danes. In v tem smislu se mi zdi plodno, da tudi v Sloveniji začnemo tako razmišljati. Ne več o tem, kdo ima prav, kdo ima narobe, levi, desni, ker je to eno poenostavljeno gledanje, medtem ko so zunaj ugotovili, da je seveda treba gledati sicer tudi z vidika, kako si rekel, pravičnosti in poravnave krivic in seveda ene sodne obravnave, če je potrebno, ampak da v naslednjem koraku je pa pomembno zlasti to, kako bomo to sovraštvo zaustavili. To je bilo glavno. Se pravi, tako v Ruandi, Južni Afriki, Nemčiji, v Izraelu so se začeli ukvarjati s temi vprašanji, se pravi, saj mi lahko to kar ženemo naprej, te krivice, žrtve so lahko kar
ustrajajo v tem in postane potem že samo oklicane žrtve, se pravi vsak bi bil žrtev, ne, da to traja v nedogled. In rezultat tega je, da smo vsi potem še vedno ujeti v logiko storilcev. Logika storilcev pomeni, da mi še vedno čakamo te storilce, to manjšino, da nas bo odrešila vloge žrtve. To je bilo glavno spoznanje. In v naslednjem koraku, ne, seveda je razmislek o tem, kaj pa lahko žrtev sama naredi. Kako gre skozi bolečino, kako jo izjoka, kako jo na en iskren način izpove, kako dobi sočutje svojcev in mogoče širše družbe, včasih pa tudi ne. Vidimo, da to recimo v Sloveniji ni bilo mogoče, se pravi eno sočutje in kako se zgradi nov svet, kako gre naprej. No in tam se je izkazalo, da je zadnji korak, ta korak odpuščanja, gradnje novega sveta, tudi eno zelo intimno, osebno dejanje, ne toliko mogoče dejanje sprave, ker sprava nas lahko nehoti prepelje spet nazaj, da mi čakamo tiste redke storilce, da nas bodo spet nam dali dovoljenje, da gremo naprej. Prav, tudi na nov način so premislili tako to odpuščanje, ne odpuščanje storilcem, ampak odpuščanje najprej sebi, da se ti je to zgodilo. Neč nisi bil kriv in greš lahko naprej v življenju. Ni to celo tvoje življenje. To zlo te ne more požreti. Je kot en vrtinc, kamor sicer gledaš in te vedno znova potegne lahko noter, ampak to je pa naloga žrtve, da se od tega vrtinca omakne, da se usmeri na dobro v svetu, tisto dobro, za katerega ni treba se prodati ali pa se prilagoditi ali pa ga zaslužiti svojimi kakšnimi dejanji, ampak dobro tako, kot je. Dobri odnosi, iskreni odnosi, ranljivi odnosi, kjer se ljudje srečamo in da ti odnosi imajo moč zaustaviti zlo, narediti en konc, ne, to ne pomeni, da ne bo več zla na svetu ali pa hudih dejanj, da ne bo več storilcev, ampak ta proces, da smo mi doživeli to zlo ali pa to hudo krivico, pa hkrati obesedili in se povezali z drugimi ljudmi, nam da pa čisto en drug pogled na svet. In to so tudi, potem sem nagledal v evropskem merilu, zelo redki posamezniki, ki so uspeli ta proces obesediti, recimo sami židovski taboriščniki, to mogoče jih je za na prstene roke. Se pravi, to je tudi redka stvar. Ne? Tako kot so redki storilci, tako je tudi redko, da se žrtve grejo skozi ta proces, najdejo eno sogovornike, najdejo eno sredino in ji dajo en zgled, kako je mogoče to zlo zaustaviti. Bi tukaj mogoče gospoda Finka prosil za še eno perspektivo, ker obstaja namreč en zanimiv moment, srhljiv moment, namreč vi ste potom slovenskih beguncev že rojeni v Argentini. Tako je. In generacija vaših staršev, ki je bežala iz tega pekla druge svetovne vojne, se potem okrog poznih 40, okrog leta 50 ustalila v Argentini in potem, ko ste počasi prišli v študentska leta, doživela diktaturo še v novi domovini. Res da mogoče z drugim predznakom, mogoče celo z neko, recimo temu, opravičilom, da se brani prav pred, recimo temu, neko rdečo nevarnost. Ampak skratka, kako je bilo to, predvsem za generacijo vaših staršev, pa seveda tudi za vas, in kako je Argentina šla čez to, se je tega tudi skoraj 40 let, in tam je tudi govorimo, se govori o tisočih žrtev in tako naprej. Mogoče bi bilo zanimivo slišati to zdaj. Torej, najprej ne vas lepo pozdravljam, sem presrečen, da sem lahko v taki družbi bogatih ljudi, ki razmišljajo o taki fantastični temi, ki nas vse, bi rekel, že dolg časa kar zaposluje. Da odgovorim bolj tako, bi rekel, plastično. Lejte, 55. leta, ko je Peron padel, je ravno nad našo hišo, kjer smo stanovali 3 družine v eni hiši, vsak v eni sobi, preletel en velik bombnik, tist Avro Lincoln, in se je vsa hiša zatresla in babica rekla, iz vojne smo prišli, spet bo vojna tukaj. Ne? To je prvič. Potem Peron spet pride na oblast, leta 1974, to je tretja njegovo predsedništvo, v zelo vznemirljivih časih in takrat je bil peronizem, ki še danes živi v ljudeh kot neka sila, ki je prinesla iz Evrope vse te socialne pravice, kar se tiče sindikatov, penzije, socialne varnosti in tako naprej. In še danes ljudje, če samo da slišijo peronizem, rečejo, to je dobro.
Je pa tako, da sam Peron ni hotel definirati ideološko tega svojega gibanja, kot ga je imenoval. Tako da so se ideološko v samem peronizmu pojavile seveda dve sile, če ne več, ampak v glavnem skrajni levičarji in tudi desničarji. Ko je on umrl, njegova žena prevzame oblast, ki je bila oblast, ki je sploh ni bila kos, to je bila njegova druga žena, Isabelita, ki je bila takrat v formuli Peron, zato je potem kot podpredsednica prevzela oblast. Po enem letu je videla, da jih stvari vrajo iz rok in je prosila parlament argentinski, da oni odredijo pač aniquilación del terrorismo, se pravi, izbris, da se absolutno neutralizira ta terorizem, ki se je kazal v obliki atentatov vse povsod. Jaz se spomnim, sem kdaj hodil po Buenos Airesu in sem minuto kdaj bo spet kakšna bomba eksplodirala in bom med žrtvami. Vsekakor, hočem reči, neka legitimnost, absolutna legitimnost iz strani parlamenta argentinskega, da vojaki posežijo na silo in da uničijo terorizem, ki se je pa bolj pokazal kot velik ekstrem, ker so šli pa tako v drug ekstrem, da so, kako moraš ti človeka, ki je neoborožen in kleči pred teboj, kar lepo pospraviti. To ne gre, ne? Jaz sem takrat kot sin emigranta, ki sem zmeraj slišal za te naše poboje, sem rekel, pa se to je vzporedno zdaj s tem. Koliko daleč bojo šli s tem, ne? In takrat bi vojaki imeli vso legitimno pravico, da bi še celo na smrt obsodili koga, če bi res dokazali, da je on kriv za kakšen atentat, kjer so bili še celo smrtni, kot posledica. Vsekakor, kar hočem reči, jaz sem bil takrat študent, spomnim sem imel brado in kar naenkrat je oče rekel, ti moraš zdaj brado stran, ne? Ker če si imel brado, si bil že sumljiv, da nisi bil eno od teh teroristov. In gledajte, kakšna težka situacija. Vemo, da med tistimi desaparecidos, tistih izginulih, niso vsi mrtvi, ker eni so le pobegnili. Samo ni načina, da bi gotovil, kdo je zdaj res bil tak, ki je bil zaslužen za kakšno kazen, kdo pa ne. Se pravi, niso to postavili na podlago človekovih pravic, tako rekel. Ne vem, če sem odgovoril. Kako pa, to je bilo traumatično dogajanje, ne? In tudi se obstaja vrsta knjig, vrsta filmov, ki še zdaj nastajajo, ko se ukvarjajo s tem obdobjem, ne? Ja, samo moram reči, da večkrat vidim v teh filmih neko tendenciozno interpretacijo, ker nočem povedati, da je to sam parlament argentinski takrat prosil vojake naj posežijo. Takrat je bil dr. Ludar, je bil predsednik parlamenta, se še dobro spomnim tudi teh besed. Aniquilamiento del terrorismo. Sprav, izbris, neutralizacija. Uničenje. No se tle, se mi zdi, da smo na ta način prišli do tega, gledati, ki smo prej načela, vprašanje na eni strani med recimo individualnim odpuščanjem in nekim kolektivnim gibanjem ali odnosom do traumatičnih stvari. Mislim, da je to stvar, s katero imamo upravka koncev tudi v Sloveniji. Ne? Tudi zdaj, če zelo odprem samo za ilustracijo, ampak skratka, če pogledamo, kaj se v resnici zgodi v drugi svetovni vojni, v državljanski vojni v Sloveniji, pride do ekstremne radikalizacije, v bistvu situacije, kakršno lahko gledamo v prvem dejanju Cankarjevih hlapcev. V resnici, če si predstavljamo, da bi te ljudi predstavili situacijo leta 41-43, je v bistvu zelo verjetno, da bi pač bili instrumentalizirani v eni ali drugi organizaciji, ki je bila v državljansko vojno. No in me zanima, ali mi tudi zdaj, apropo te krize, pa okoli krize vrednot, okoli prej se govori o etiki, ki je seveda zlorabljena beseda v teh, recimo temu zelo lahkotnih debatah. Ampak kje je razmerje, kje posameznik kje vpliva na organizacijo, oziroma kje nek kolektiv potegne za sabo posameznika?
Ja, mislim, da je ključno vprašanje to, ker je Tomaž odprl, seveda spoznam nekaj primerov po svetu, ko so se s tem soočali, ampak so seveda zgodovinski konteksti drugačni, nekateri so lahko podobni, se sprašuje seveda, je kakšen kontekst tako podoben temu, da se recimo zgodili v takem obsegu, taki poboji, po drugi strani, da je za njimi sledilo 40 ali pa 50 ali pa 60 let takega zamolčevanja tega dogodka, ne, za tako silovito ideologijo. Skratka, če so te pogoji spolnjeni drugje, ne vem, ne, dvomam nekje po svetu. Tako da nekaj način lahko celo rečemo, da je naša situacija nekaj posebna, da ni to nekaj, da mi pravzaprav smo nekaj spregledali, ali pa da smo nekje, da bomo že s tem opravili. Vprašanje, kako bomo, ne, ker je stvar dejansko, moram reči, v več primerih ekstremno. Ne. In hkrati je očitno nekaj v našem značaju, ne, takega, da bomo s tem težko upravili. Ampak to, kar sem me vprašal, jaz sem se seveda ukvarjal z vprašanjem zla, tako kot tudi omenja Tomaž, se mislim, njegov članek pove pravzaprav vse. Zdaj, tvoj fokus je bil na tem verzu, tem odlomku bolj spravi posameznika, to je pač en pogled, ne, govori tudi o banalnosti zla in teh stvareh, ne. Jaz bi celo rekel, da verjamem te teoriji banalnosti zla in da en izmed oblik in da v nekem smislu posamezniki kot taki smo pač, kot bi rekel, šelinka, ne, imamo v sebi zlo in dobro, ne, na nek način. In vsi vemo, da temu ne moramo iti, neka potenca je vedno v nas, ne, za zlo. Kolektiv seveda se potem obnaša, kot je tudi omenil kolega Erzar, dokazano, tudi eksperimenti so to pokazali, psihološki, ki vsi poznamo, Stanfordski in podobni, kako se obnašajo ljudje v krizi, ne. Ali pa Saramago je to lepo opisal, ne, v svojem romanu, Slabota, ne, vse Saramago. Tako da tukaj mislim, da so stvari po moje jasne, da pač ljudje, ali pa če beremo te sojenice, ne, tam od Likla, ne, na ključnem delu, kjer se začnejo iz množnih pobojev, ker se nemški vojaki so prisiljeni pobijati tudi otroke, ne. Tam, kjer se vidi, in to on zelo dobro popiše, kako pač so običajni ljudje bili še pripravljeni nekako pobijati odrasle ljudi, ne, ampak to, da bi pa zdaj mogli otroke, je bilo pa že preveč, ne. Skratka, običajni ljudje, kot smo mi, mislim, da v vsaki civilizaciji, v vsakem kontekstu so sposobni v nekem procentu zapasti v to zlo, ne. To sem skrpičen, to je najhujše, kar mene pravzaprav zadeva, popišem svoje knjige, ko naprej se s tem ukvarjam. In kar nam ostane, seveda samo neko religiozno upanje v taki drugačni obliki, utopija, etična ali drugačna, za kar so tudi vse religije na voljo in seveda tudi druge oblike verovanj, treba da govorimo o konfesionalnih, da bi to potem nekako razumela, to potem beseda odpuščanje, sprava ali kaj drugega. Tako da mislim, da če gremo malo bolj konkretno, ne, mislim, da v Sloveniji dejansko smo priča enemu unikatnemu v bistvu primeru, ko je bilo življenje res razvrednoteno v neki najvišji meri. Ne. Tudi zdaj, meni ne pomaga, če govorimo zdaj o preživelih žrtvah. Mi imamo osnovni problem, da še žrtev nismo pokopali in tako naprej. Se pravi, da nismo niti uspeli naše etične zavesti temeljne spraviti na tisto raven, v kateri pač vsi vemo, govori Antigona in tako naprej. In ko pač bi mogli biti res vsem jasen, ko se je pač napisala ta knjiga o Hudi jami prva, oziroma tista ključna, ne, ker so noter pač ženske kite in tako naprej, pravzaprav, rekel, relikve na nek način ljudi, ne, če malo bolj v svetem jeziku govorimo, ki bi mogli pač biti neko absolutno pozelo, pa niso, ne, kljub temu sledijo izjave, tudi Luka Jurija, recimo, zanč tvitnim, ne, da pač niso počistili do konca, ne, skratka, jaz se sprašujem, to ni problem Luka Jurija, to je problem Mileja, v katerem je Luka Jurij zrasel, ne, on je tle samo žrtev vsega tega, ne, da na koncu skozi njegova usta pravzaprav ta izjava ven prišla. On je samo medij nekega okolja, v katerem je to zraslo, ne, ta neko neverjetno v bistvu lahkotnost, hkrati pa neka neverjetna pripravljenost si predstavljati še dovršitev te zgodbe, ne, če bo treba. To je neverjetno, ne, da ne govorimo o Vodničem, teh stvarih so se zgodili, ne, se bo dušali. Tako da take stvari jaz vidim kot en hud simptom in to se seveda še dogaja, tako da mislim, da nismo še niti na začetku, čeprav potem bo rekel ljudje, kaj zdaj to zgodbo bonte in tako naprej, ne, pa levo, pa desno, seveda tle ljudje zlorabljajo, ne, te zgodbe, politiki,
Se strinjam, nekateri pač ne znajo mogoče verbalizirati stvari, zato ker niso dosti podkovani v ali filozofiji ali v ne vem čem, ne, pa potem nekako na naroben način verbalizira stvari. Ampak mislim, no, pa da je temeljno vprašanje, če grem pa na mogoče malo bolj neoptimistično, ampak kaj bi bila pa rešitev, da druge rešitve pač ni, ne. Če greste v Nemčijo, pač imate par programov, ki skozi vrtijo še vedno filme o zločinih nacizma, skozi, stani noč. Pač mi, se veste, ne, meni ni zdaj en kolega povedal, verski urednik je postal na Radiu Slovenija, ne, in vsega ni tukaj, ne. Mislim, čist preprosta, ne, stvar. On ima težave zdaj plasirati oddajo, pač, ker bi se govorilo o tem na nek program, ne, še vedno nacionalni, ker so zadržki, ne. O čem zadržki, ni jasno, ne. To je pač Slovenija, ne. In tle ne vem, pravzaprav, kje smo, ne. Pa jaz nisem delač od radikalca, ne, mene so vedno, mislim, ne vem, na desno so imeli za levega, na levi za desnega, nikoli nisem vedel, kam mi ne dali, ne. Pač po eni strani tam na faksu... Ste drugi program. Ja, na faksu so mi bil marksistični teolog, pa so mislili, da je to neka psovka, kaj vem kaj, ne. Vse sem že bil. Tako da edina rešitev je pravzaprav izobraževanje, ne, v tem smislu, kot sem napisal enkrat, ne vem, ko bo Cvitkovič posnel film, ne, o tem, ali pa en drug, ne vem, ni filma o tem, noben ne posname film o tem, ne. Kristoforos. Ne govorimo. Film je. Sloveniji, ne. V Sloveniji imamo umetnost, bi rekel, še bolj pa v Argentini na to. Prosim, ne dezinformacij. Film je Kristoforos, je dobil nagrado v Štrasburju, je bil predvajan in v Argentini, in v Kanadi, bil je v Sloveniji, bil je v kinoteki, bil je ob dnevih ravno razprave, simpozija leta 1985. Če vi tega ne poznate, govorimo o ednini, ne, vse ste govorili o ednini, ampak kaj mi lahko mi naredimo za mlade, da jih ne bomo pravzaprav indoktrinirali, ne, imamo neko pač tradicijo tega, ne, karkoli, imamo neko izobraževalne, ker potem bo vse nasilo, ne. To so ljudje, ja. Samo. To, kar razumem, je, da mogoče, da so ti posamezni avtori se tega loteva. Ampak tisto, kar mi pogrešamo, se mi zdi, da bi to prodrlo. Se pravi, sporočilo teh filmov, zato se ti rekel, da jih ni. Mogoče, da sem pa tja res je kakšen. Ampak sporočilo, tisto, kar mi pričakujemo, je, bi mogli biti tako univerzalno, da bi se mi tam našli vsi. Se pravi, da bi mogli odpraviti, po moje, to levo, desno, prav narobe, zgodovinska resnica, pravica in bi mogli na osebno ravno. Film, ki bi to najbrž tisto si hotel reči. Se pravi, nimamo teh osebnih pričevanj ali pa izpovedi, ki bi nas tako ganile, pa ne pridejo s kjerekoli strani. To je bistveno. Mi nismo nikoli rekli, da so bili žrtve samo na eni strani, heroji samo na drugi, rabli samo na te, tam. Tako gledanje še v pravljacah ne zdrži. In mislim, da mogoče potem Slovenija je posebna, da mečkim verjamemo v te, malo preveč verjamemo v te poenostavitve. Na osebni ravni te poenostavitve odpadejo, zato tudi pogrešamo te iskrene, ne, to je zdaj ni moralnem smislu, ampak iskreno tem, da se lahko približamo temu človeškemu doživljenju. Vsi smo bili prestrašeni, vsi nismo vedeli, kaj bi naredili, tle se hitro najdemo. Dobro, eni šel tja, eni šel sem, nič hudega, enako prestrašeno, lahko. Oba dva žrtve nekih večjih sistemov, kjer niste več odločali o ničemer. Zdaj, če bi se te dva srečala, če bi te dve zgodbi mi skupaj dali, bi imeli spravo. Ampak teh glasov ni. Zato mislim, da moramo opustiti to ena in druga stran. Moramo imeti kar eno reči, dobro, pustimo to, ne, mogoče si nikoli ne boste segla v roke, pa bi bilo zelo lepo, ne, včasih so tudi bratje, mislim, da so pri naših sorodnikih, a ne so bili eni bratje bolj rdeči, drugi manj, eni so bili črni, pa se niso segla v roke. Na te ravni bi mi potrebali tudi eno umetniško obeseditev te ene medčloveške iskrenosti, ker vsak pogleda na vase in vidi, na kakšen način se ga je zelo dotaknilo in to obžaluje. Mislim, da bi potem pa lažje bilo. Ne, sem ti hotel posledati točnico nečesa, ker je rekel Lenart, namreč take stvari, ki jih nima, kot si omenil, Untvid, pa kakšni stripi, pa karikature, tako naprej, skratka, so res ne na meji okusa, ampak najbrž sodno, če bi delovali sovražni govor in tako naprej. Ampak
Tomaž, ti si mi napisal v enem mailu, ko sva se dogovarjala, kako bi tole potekalo. Si mi napisal stavke, bi če dovolj že zdaj program. Resnica tega dogajanja je, da si to naredil sami sebe, ker si poln sovraštva, ker si to lahko nekaznovano privoščil in ker si našel žrtev. In to, v bistvu, kar mi zdaj gledamo v javnosti pri nas, je v bistvu to, da se to sovraštvo še vedno v bistvu neproblematizirano pojavlja. Zdaj, in na eni strani najbrž in na drugi redko pridete skupaj, kar je seveda eden od garantov za to, da se seveda samo podpihujeta sami sebe. In tle verjetno mora nekdo nekaj presekati. Zato se mi zdi tvoja teza tako produktivna, ker se mi zdi, da na en gandijevski način nastavlja drugo lice, če tako rečem. In ne vem, če kaj drugega tle lahko produktivno, ker to, da čakanje drugih, da bojo naredili odločilni korak, se je očitno v teh 25 letih izkazalo za nemogoče. Ja, če lahko povem to zgodbo o italijanskem tem židu Primo Leviju. On je rekel, jaz sem napisal knjigo, ki je prišel nazaj iz taborišča in je napisal knjigo o tem, je rekel, sem hotel, da je v Nemčiji objavil. In je poskušal objaviti in je bilo prodano v 200 izvodov. Tudi po svetu, on je mislil, kako me zdaj Nemcem pokazal. On je bil tako izobražen, kemik, imel in poslovne partnerje v Nemčiji. On je hotel zdaj Nemcem odpreti oči, pogledajte, jaz, 40-letni star diplomant, veste, kaj ste mi naredili. A vidite to grozo? In Nemčija in tudi vsa Evropa še v nekem ali v zanikanju, ali pa v transu, v šoku te groze, ne reagira. Tako da to moramo malo razumeti, da tle ta čas je potreben. In vedno pri nas vendar zaradi molka in prikrivanja, in bo 20 let ni malo. Mislim, tako, lahko da bo še 20 potrebno, ampak bo prodrlo. Prodrlo bo sočutje, prodrlo bo spoznanje, da je bilo to v temelju zelo narobe. In da je v temelju zelo narobe kogarkoli ubiti, drugače kot samo obrambi. Se pravi, bo prodrlo to, da je vsak, tudi v tisti večini, ki si ti tako lepo povedal, vedno imamo večino, ki misli, veste, kako se večina oblikuje, misliš, da moraš delati tako, kot večina misli, ampak to vsi mislijo v večini. In potem noben nič ne misli, ampak se samo nagibajo. In ta večina, ravno tako v Nemčiji, je počas prišla do tega spoznanja, da to nagibanje je imelo tudi nekaj zla v sebi, neko mahvanje, da smo bili samo opazovalci, da smo vedeli, pa nismo vedeli. In ta proces je postopen in vsak glas, ki zmore nekaj tazga povedati, ne vem kakšne priznanja, pa posipanja s pepelom, ampak ki zmore povedati, ja, še danes me je sram. On je to pričakoval, da bodo Nemci rekli, še na kolena rekli, še danes me je sram. Ampak kaj je zvedel? Nemci so rekli, mi smo v tistih 40 letih, to smo govorili, kolegi, kemiki, oni bili lastniki kemijske tovarne. In je s temi poslovnimi partnerji govoril in so mu rekli, da se mi je to najlepše obdobje. Bratstvo, pesmi v tabornem ognju, solidarnost. Mi smo to pogrešali. On se bili takrat stari, toliko dan, se pravi 20-18 let, in je toliko težko to sprejel. Se pravi, da je nekdo lahko živel takrat, ko je najbolj trpel, nekdo je v istem času, mogoče 50 km stran, živel čez drugo življenje in noče slišati za njegovo zgodbo. Noče, pa. Težko sliši njegovo zgodbo. In potem je videl, kako dolg proces je to. Kako je mogel sam pri sebi tudi to zgodbo, to sovraštvo, ki se mu je nabralo, kako ga je mogel sam najprej izpovedati sebi. Zato pa še dobro reči, Se lahko tudi jaz, ki sem, ne vem zdaj... to sem hotel. Ja, namreč, jaz sem rojen v Argentini. 3. otrok od 6 otrok, oče domobranc, bivši vaški stražar, 22-leten fant čuti potrebo, da gre v eno vas čuvati Slovence, da jih čez noč ne bojo prošli strelje. Pol pride domobranstvo, se vključi domobranstvo, in pride do konca vojne, seveda treba bežati. Reši življenje, zato ker slučajno je bil bolan in ni šel na transport.
Zdaj, interpretacije so, predvsem tiste enostavne, niso za sprejeti. Ne morajo kar naenkrat, jaz to zmeraj rečem tako, malo ilustrativno, kar naenkrat slovenske matere začeti rojevati izdajalce. Ne more, to se ne zgodi. To ni. Spontane generacije v tem smislu ne more biti biološki kako drugače. Že tle pa ne. To zbrav, te interpretacije so, ja. Naš problem je, da živimo v eni zelo asimetrični družbi. Kako zdaj mi govorimo o spravi, kako boš ti zdaj prisilil nekoga, da bo priznal, da ni bilo dobro tisto, kar je naredil, če nas je pa komi nekaj ostalo. Torej, jaz se ne čutim del teh v tem smislu, ker jaz nisem bežal, jaz nisem se umaknil. Ampak sem, prostite, jaz sem potomc enega izdajalca. Vsekakor sem tukaj in rad kaj zapojem in skušam biti dober človek, ki razume ljudi, predvsem kot umetnik bi rad razumel bolečino človeka. Ker pa zapravo bolečina, tako da ste vi rekel, je vsak od nas je imel strah, v tem smislu jaz podedovno, smo imeli strah. Predvsem pa Slovenija, če pogledate, vsaka regija je imela svojo specifiko. Ne moreš primerjati, ne moreš na en isti imenovalc postaviti vse. Potem, kaj vidim še kot velik problem pri nas, mi imamo res težave s tem, časovni trak. Kdaj se je kaj zgodilo? Zakaj se je pol to zgodilo? In potem to, in to, in to. Zanč, sem bil v Rovtah, sem šel nekaj zapet tam ljudem, ki so se spominjali svojih mrtvih, ker so to rad naredim, ker to je tudi spravno, da nekaj preko neke pesmi, nekaj daš ljudem, eno korajžo, v globoki žalosti. In sem se vprašal, ja, kako, a se ljudi ne znam vprašati, če so poudarek dali na to, da je to zdaj 70-letnica pomladstva. A se Slovenc ne zna vprašati? Zaprav znam matematično zračunati, kdaj je to bilo 43. leta. Aha, in kaj se je vse prej že zgodilo? Zaprav, ni bilo domobrancev že od vsega začetka. Kako to? Ja, jih ni bilo, ne? To so neke stvari, lejte, zanč mi je stric rekel z Brasupla, ko je enkrat šel v Teharje, a je brata zgubil, je pol dal neko izjavo za televizijo. In pol tista izjava je bilo rečeno, dobro, da še dolg časa ne bo sprave, če bo vse v tej logiki zmagovalc pa izdajalc, tako nekako. In pol ga je en kolega prijel drug dan, je rekel, lej, kaj si ti govoril, kolej tole sliko, ne? In pa je kazal tam dva, tri trupla, bi rekel, partizanov, ki so leta 43 zgubili življenje, ki so jih pospravili, bi rekel, tako po domače. Pa je pa stric rekel, čakaj, Jože, a ti veš, kaj se pa prej zgodilo? A ti veš, kdaj je padla ta in ta družina, pa so prišli iz Trsta, ki so držali pred fašizmom, pa so jih pobili, cela družina. Da je ta družina vsa padla. In pol, ko daš ti v kontekst, pol začneš si drugače gledati. In mi imamo prav težave s tem. Mi dokler ne bomo, da bojo, rekel, res zgodovinari tle zelo pošteno, bom rekel, priznali, da je treba gledati film od začetka do konca. Drugače ne razumeš ti, to zapravo se gleda. Vem, zakaj smo se sprli. In še vedno velja tu logika zmagovalca. Jaz se kot Slovenca včasih tle slabo počutim, ker me stalno rinijo v en kot. Ampak, gledajte, to so same človeške zgodbe. Jaz skušam razumeti čisto vsega. In tudi tisti mi reče, lej, moj oče je pa na uni strani, jaz sem globoko užaloščen. Globoko užaloščen. In poslušam človeka, in bi želel, da tudi mene posluša, da ta mozaik nekako sestavimo. Ker drugače se ne bo šlo. Mi moramo videti, smo vsi rojeni od slovenske matere. Slovenska mater, da se rodila. Sam pol so prišle neke sile vmes, neke zgodovinske dogodki, ki so dajali določeni skupini večjo možnost, da je med tem, ko so delali odpor, tudi delali revolucijo, in to pa skupaj ni šlo, predvsem s katoliškim taborom. Ni šlo skupaj. Takrat se je govorilo o brezbožnem komunizmu.
Dejansko, ja, dobro. Za me je to jasno, ne vem, če za vse, ampak vsekakor opij ljudstva, pa to je ta čas, ne, ko je ideologija zavladala nad človekom. In zdaj Slovenci smo se pa tle ujeli, ne. In zdaj kaj narediti po 70 letih? 70 letih. Kako se gledamo mi? Jaz rad govorimo o pristnih odnosih. Jaz ne moram do sočloveka prideti, če ni enega pristnega odnosa, ne. Ali pa poštenosti. Ne. In za me je to zdaj vprašanje poštenosti. Ko bomo Slovenci znali si res sežk v roko, da bomo rekli, lejte, smo ga lomili eni in drugi. Seveda, večjo odgovornost zmeri nosi tisti, ki recimo pažge, ne, in ogenj povzroči. Tisti ima večjo odgovornost, kot tiste pol gasi in ne vem. Ker pol, ko človek zgubi glavo, ne, pol se seveda zgubi vse sorte. Ne. Predvsem zgubi človek razum, ne, ko prideš v nek ustroj, ko glavo odpovega. Ne. Ja, imaš zelo malo izbire. Nimaš izbire. Ja. Ampak zdaj je zanimivo, ne? Skratka, govorimo o dogodkih izpred 70 let. Ne? In v resnici se o tem pogovarja zdaj že najmanj tretja generacija. Ne? In doskrat, mogoče bi zaradi pomanjkanja spominja na to grozo, mogoče še bolj radikalizirana. A se tle da sploh kaj narediti? Jaz bi vse malo te, ja. Lahko, Verena Perko je moje ime. In sicer, ko vas spodaj poslušam, pravzaprav kolektivni spomin, ne, se temu reče, s čimer so v drugih državah vendarle presekali tako gordijski vozu in s čimer so na nek način usmerili to, kar ste vi čudovito rekel, v osebne zgodbe, v poklon trpljenju in spoštovanje tistega, kar je človeško. Se pravi, da bi se moralo, jaz bi rekla prej kot to, da se sprašujemo, kaj bodo drugi storili, je to klic nam vsem Slovencem. Kaj jaz lahko storim? To je res to, kar so bili ti članki, recimo v sobotni prilogi zadnjič je tudi moj kolega Mihevc, sicer je krasolog, krasno napisal, ja. Nač tizga, ne, svoje spomine, ne, rekla to, kar pri delu srečuje. Jaz bom rekla, jaz srečujem, jaz sem arheologinja. Jaz obiščem kolega, recimo 2 tedna nazaj in najdem na mizi kosti iz strelskih jarkov dol pri Krškem in pravim, kaj pa je to, se kosti smo mi vajeni arheologi, ne, ampak vendarle. Vidiš, ne, kakšna je razlika med tistimi, čeprav ne bi smelo biti, ampak vendarle, ne, kaj pa to, ne, ja, nobenih noče, na mizi jih imajo, a ne, rekla, po škatlah imajo, po vrečkah za smeti imajo, ne, nobenka obsojena, ampak bom rekla, tukaj iz tega ven ni druge rešitve, kot da vsak svoje naredimo, kar čutimo, kar pričakujemo, kar zahtevamo, vsi smo krivi. To je bil tudi moj prispevek za Kamniški zbornik, ko sem prosil, ne razmišljam, jaz osebno mislim, da nosimo vsi del te krivde, zato ker molčimo. In recimo, zgodovina ne more o tem pisati, ali pa vsaj na tak način ne, kajti mi imamo enostransko pisano zgodovino s tako paradigmo, kot je. Vemo, da so pa, recimo, ko smo omenjali, kako so drugi to presegli, recimo Francozi, kdor pozna delo Pierre Nora, Le Lieu de Mémoire, ko so označili kraje trpljenja, ko so označili zgodbe, ko so pripovedujejo vsi, ki so bili udeleženi, kajti ni enotnosti doživljanja, so seveda spremenili tudi način pripovedovanja. Francozi imajo nič manj lahko zgodovino, Grozovito, Alžirijo, Indokino, poboje in tako naprej, odnos do Židov. Dobro, smo specifični, smo majhni, ampak tudi naša tišina je pravzaprav specifična. Tudi v Franciji, recimo, ali pa drugod, je bilo potreben nek čas, da so te individualne zgodbe prišle na dan.
Jaz se spomnim v Ukrajini, ki imajo tudi eno tako zelo zahtevno zgodovino, ne? Ker so se tudi znašli naenkrat na strani nacizma. Kjer je 10 let prej Stalin izstrelil. Ja, in to mi ne moramo razumeti, ne? Kako je razumeti, so pa kar celi narodi slovanski ploskali človeku, armadi, ki je sosednji slovanski narod preganjala, oni jih pa sprejmejo kot osvoboditelji, se vključujejo v tiste paravojaške in kakšne enote in jih pošiljajo na rusko fronto. Se pravi, vendar so oni mogli tole tudi premisliti, svojo potem razglašeno kolaboracijo in seveda potem sledi maščevanje Sovjetske zveze, torej Rusov nad Ukrajino. Ne? Oni so mogli premisliti tudi v Sloveniji, to pa to. Ja, oni so mogli to premisliti. Počakati, da se te ideološke oznake malo usedle, se pravi, smo zdaj vsi podivjali, ali smo se samo branili, pa smo se zato Nemcev uklenili, ali smo to, ali smo ono. Ne? Mislim, da dokler so te ideološke zgodbe bile tako močne, mislim, da so bile v Evropi zelo močne, da smo mi tudi sami sebe dojemali skozi te ideološke zgodbe. Ukrajina se je, Poljska se je. Kdo se pa ni? Tako, kdo se pa ni. Ideologija del našega življenja. No, ampak ni pa tista osebna zgodba, v kateri se pa mi lahko srečamo. V ideoloških zgodbah se ne moramo srečati. Ampak, ko vrsite, gospod Fink je dal eno dobro izhodišče. On nam je rekel, jaz sem sin izdajalca. In jaz sem pomislil tako, jaz sem pa sin morilca. Moj oče je bil partizan. In ukolikor gospod Fink in jaz ne bi uspela razumeti, kakšen čas je bil, da je bil moj oče navaden človek in navaden družinski mož, pripravljen ubiti njegovega očeta, za katerega domnevam, da je bil navaden človek in navaden družinski oče. Ukolikor ne bomo uspeli razumeti, kaj se je zgodilo najnima očetoma, midva, ker če midva ne bova razumela, bo to šlo na najne otroke. Če midva tega ne bova razumela, je nemogoče, da bi oblikovali tisto, kar se imenuje skupni spomin na to, kar se nam je skupaj zgodilo. Ne glede na to, na kateri strani spopada je kdo bil. Zdaj, tisto, kar je evropska sprava, kar je nastalo od leta 1945. Če jo pogledamo danes, iz ene perspektive 60-70 let nazaj, videla so se to enkrat pogovarjala pri španskem ambasadorju. In takrat se mi zdi, da ste mi nazdravili. Na čem temelji ta sprava? Verjetno, če pogledam skozi en zgodovinski ok, razumevanju, kaj se nam je skupaj zgodilo. Francozem, Nemcem, Angležem, Slovencem, Hrvatom, Madžarom, Litovcem, Latvicem, Ukrajincem, ki so vsi pozdravljali Hitlerja. Zakaj? Zaradi tega, ker so ga razumeli kot osvoboditelja. Skratka, ta sprava počiva kaj pa je sprava? Sprava je živeti spodobno vsakdanja življenja, brez potrebnega sovraštva drug do drugega. Ampak zavedajoč se, da se to, kar se je zgodilo, izjemno lahko ponovi. In da zgodovina, dialektike zgodovine je v tem, da se to vedno ponavlja kot stopnjevanje. Zdaj, na tem temelji mir, to je izihija grško, na tem temelji mir, ki je trenutno med evropskimi narodi. Eni so to uspeli od leta 1945 do 1990 gojiti in se je ta način razumevanja, kaj se jim je skupaj zgodilo, pokazal kot dovolj učinkovit. Mi smo dobili priložnost, Litovci, Latvici, Estonci, Ukrajinci, Slovaki, Čehi, Hrvati, vsi bivši narodi, leta 90 smo dobili to priložnost, da razumemo, kaj se nam je skupaj dogajalo. Zdaj, znotraj katerih konceptov pa je ta stvar rešljiva. Jaz sem prišel, zaradi tega, ker me zanima, kaj imate povedati o odpuščanju.
Zakaj? Zaradi tega, ker je odpuščanje koncept, ki ga moja etika ne prizna in ga ne pozna. Ne? Odpuščanje je en koncept, ki ga pozna judovsko-krščanska tradicija. Krško-rimska tradicija, tista, ki je oblikovala spravo, o katerem sem govoril. Na čemu temelji ta sprava? Na temu, kar se reče demokratija. Na temu, kar se reče respublika. In na temu, kar se reče libertas. Te trije koncepti so iz grško-rimske tradicije, ki ne pozna odpuščanje. Mene zanima, kaj boste vi meni ponudili? Kaj boste meni ponudili? Jaz drugega izhoda ne vidim, kot tega, o katerem sem zdaj ne govoril. Da, ukolikor Fink in Simoniti ne razumeta, to pomeni, da Simoniti ali Janša ne razumeta, kaj se je njunima očitoma zgodilo, ne glede na kateri strani spopada je kdo bil, ne moremo naprej. Ne moremo naprej. Zdaj pa, kdo je pa tisti, ki je šel naprej? In skozi katero tradicijo, kjera, kaj ne rečem, intelektualna ali civilizacijska tradicija je pa tista, ki je ponudila ta koncept sožitja med narodi. Ja, to ni tista, ki pozna odpuščanje. Tako da boste, me bo zanimalo, kaj boste o tem govorili. Ne? Resnično. Midva so se davno že enkrat o tem menila, ne? In mene zanima z enakih razlogov, ne? Kot njega, ki se čuti sina iz jajca, in jaz sina tistega, ki je napolnil. Tehar je... Da pojasnim, jaz se ne čutim sina iz Ja. jajca. Ampak je po formulaciji izgled strani drugega, ki me gleda. Ne, torej, se razumem. Se tudi jaz nisem prav veliko ubil, niti še, ne? Razumete? Ampak percepcija, s katere gledamo, izhodišče se mi je zdelo dobro. Predvsem zato, ker je vaš oče velik poštenjak in moj oče tudi. In vi ste na svojega očeta ponosen, ne glede na to, kar je na kateri strani se znajo, in jaz tudi. Ker verjamem mojemu očetu, da se je takrat kot mladenič, ki je bil intelektualec in je bil angažiran v družbi, da se je odločil po svoji vesti. In to mi je zadost. Še eno stvar, ne? Problem dezaparecidosov, ne? Je, kako so pa matere od sinov in hčera, ki jih je hunta pobila, odpustili svojim morilcem? Je niso, ne? Čakajte, niso, ne? Ni odpuščanja tam, tisto, kar jaz poznam od situacije, ne? Je preprosto ni, ne? Razumete? Jaz se ne spomnim, da bi kdaj recimo vojaki prosili za odpuščanje za zločine, ne? Kot tudi nisem tukaj doživel, da bi kdo prosil za odpuščanje za pobite po vojni, ne? Zgleda, da je treba najti druge poti, ne? Hvala. Vse bom si ga vrsto. Ja. Ampak se še malo, tle je prej. Boste prišli na vrsto, da se Takoj. Če upozorite, prosim. Jaz bi mogoče tako rekla stališča mame. Da bi kot mama odprla eno mogoče malo bolj sedanjo temo, ampak se mi zdi, da tako, ko ste rekel, vsaka generacija bo imela sovraštvo v še bolj absurdni obliki, kako je bila prej. In ena stvar, ko me kot mamo vedno gane, so te svečke pod bivšim globalom, tukaj pri konzorciju, kjer je par let nazaj enega pijanega mladostnika, en varnostnik premočno ustavil, pa ga je ubil. In rečemo, ne se je bil tak pijan, kaj so ga pa vam pustili starši, so oni krivi, a rečemo, varnostniki veste, da to grejo sam tisti, ko se je tak nasilnih, se bi moral vedeti, da ne sme izzivati. Ali se reče, ja, kaznujemo varnostnika, kakorkoli, ni rešljivo. Ta otrok je še vedno mrtev. In ta varnostnik bo celo življenje morilc. Ne zalašč. Lahko rečem zalašč, ne zalašč, ne vem. Ampak ta mama prge svečko. Vsako leto. Jaz mislim, da to je edini odgovor. Ja, zdaj gospod. Jaz bi upozoril na eno stvar. Izjemno nevarno je zapasti tem eksplozivnostnim mišljenjem. Mi smo imeli tudi srednjo pot. Ne Rim, ne Moskva, Husarja smo imeli. Eksplozivizem
je bil zapovedan iz Moskve, skozi pakt. Kdo je bil takrat izdajalec? Zgodovinarji povedo to. Ekskluzivno smo se priklanjali temu ali drugemu in se še vedno nezrelo obnašamo. Nimamo zakona o pokopališki dejavnosti, ni opredeljeno. Imamo zakon o rudarski dejavnosti, ki prepoveduje imeti trupla v rudnikih. Nismo izdali smrtovnic, nismo rešili denacionalizacij po teh, ki so bili oproščeni. Je lepo UD napisal, gre v zakon o denacionalizaciji, da bo to trajalo 30-40 let za ene in za druge in za vse. Mi nismo opravili zrelostnega izpita državnosti na tem področju. In ekskluzivnost je ravno v tem, da se pač sprenevedamo in prilagajamo, da nimamo lastne poti. Danci so imeli lastno pot v zadevi. Mi smo imeli, tukaj je povedal, po območjih. Zatrl smo pa to, kar bi moralo biti z Inlih Ešajnom deride sporočilo. Sej Vajdi ni uspel dober film, ampak Plakarju je pa uspel dober film. Sam ta film ne more priti na platna, kljub nagradam. Tako kot kakšni ekološki filmi, ki tudi uničujejo otrokom materijo pa plodnost in tako naprej. Mi imamo te probleme. Mi imamo probleme ekskluzivnosti, zapovedanosti skozi medije, kjer je to postala kvartopirska igra nekaterih novinarjev in nekaterih zgodovinarjev. To je naša stvar in te ekskluzivnosti ne smemo nikomor podariti. In jaz ne pristajam na to, da zadeva ni bila znana. Gradišnik je imel pisma, ljudje, Kocbek je vedel za to, ampak čakali so. To je tudi ena vrsta ekskluzivizma. Temu se treba odpovedati. V eni napredni družbi moramo o teh stvarih govoriti. Ne pa dopustiti, bi rekel, take zadeve, kot so se na Kranjskem pokopališču dogajale, ali pa kje drugo. Hvala lepa, da bomo vsak imel svoj prostor. Ja, tam je. Včeraj sem Jože Korinčič, ki se učim slovenščino in zgodovine ne poznam prav dobro, nekaj pa že. Rad bi se pridružil doktorju Škofu v njegovem mnenju, da je osnovni problem pravzaprav neizobraženost, nevednost. In sem prepričan, da bi lahko izplavali iz tega res, tako kot Nemci, z neprestanim bombardiranjem s temi informacijami, do katerih je zgodovinopisje pravzaprav že prišlo. Recimo, da je ta nevednost pravzaprav v ozadju, se vidi pri mladini, če vprašamo mladim, če imamo anketo osnovnih podatkov o dogajanju med ljudmi sodelovanja nimajo. Omenili ste Jurija, ki je nekakšen glas neke močne baze v ozadju. V bistvu bazen nevednosti, kaj se je pravzaprav sploh dogajalo. Jaz se ob tem dostkrat spomnim na dva dogodka. In sicer najprej na en dogodek, ko sem prisoten pri na enem festivalu zborov. Na Primorskem so peli zbori, različni zbori, in ena skupina teh fantov, ki so peli v enem zboru, je imela na hrbtu napis Trst je naš. In to so mi kar tako, malo za hec. Trst je naš. Ampak na istem festivalu so peli tudi Italijani. Koliko možnost za empatijo imajo ti ljudje, ki so napisali Trst je naš, do tistih Italijanov, ki so bili med njimi. Kaj je to pomenilo? Drugega kot neko, lahko bi bilo samo neko izzivanje. To pomeni, da se sploh nimajo ne znanja, ne empatije, ne nekega etičnega naboja. Ali pa še širši problem.
Na Primorskem se v zadnjem času pogosto sliši pesem tista bo ostala Primorska. In tista pesem ima en grozen vers, ki me mene vedno znova pretrese, in maščevana bo vazovica. Ob zori krvavi ne bo zažari. Če to slišijo Italijani, ki jim pomeni vazovica kraj, kjer se je pač metali brezna, je to pač nekaj groznega, nekaj strašnega. Ampak vesoljna Primorska, in katoliška, in liberalna, in komunistična, poje in maščevana bo vazovica. Kaj to pomeni? Ob tem sem se spomnil na Dušana Pirjevca, ki je govoril o tem, da doslej smo v zgodovini govorili Slovenci o samih sebi kot o žrtvah. Kako smo skozi celo zgodovino žrtve tujcev, Nemcev, Italijanov in tako dalje. Ampak on pravi, dragi moji študenti, sem njegov študent, ni problem v tem, kaj so drugi delali z nami, ali so v zadnjem času ni, ampak kaj smo delali. Kot filozof nekaj postavil gospod zelo težko vprašanje o puščanju pa o civilizaciji grško, recimo zahodni civilizaciji, nemoči mogoče in druge tradicije, judovsko-krščanske, pa ne vem, tem, da se v to še ponavljalo. To so veliko vprašanje, ampak recimo dve stvari bi podaril, če skušam biti čim krajši. Po eni strani, jaz seveda ne mislim, da bi mlade mogli zdaj bombardirati, ne vem, sem tudi otroke 6 let stare, pa tam okrog, s tem, ne, direktno. Je več poti. Za mlajše verjetno je že dovolj ta pot, da se recimo zavedajo, bom začel odgovarjati, ne. Mi imamo Hegla Žižka, če malo višjo predstavo dam filozofsko, ne. Tukaj imamo eno tradicijo, ki razmišlja, da pravzaprav nekega odpuščanja ni, da se pač rane celijo tako, da se nove rane naredijo, ne. Na nek način ta tradicija hegelo-marksizma, pa tudi Žižkove tradicija, ki je zelo vplivna v svetu, ki nekako vpliva zelo na mlade, ki nekako legitimizira jih, da ne se uprejo na način, da lahko, seveda Žižek se potem umaknil, ne, zelo velik trikoma, res, pa včasih vas že nastavi past, vse tega se zavedam, brez skrbi. Ampak vseeno, v osnovi, ko je bil v največji formi leta tam 2004, ko je napisal tiste knjige o stalinizmu in tako naprej, je bila poanta ta. Iz Hegla ven pa bi rekel proti krščanstvu, oziroma iz obrnenega krščanstva, z osebno nezmožnostjo, ker on je pač v tem smislu prizadet, nekako ne more razumeti puščanje, da je dovoljuje in mladi ga množično sledijo, da se rane celijo tako, da se na nek način rane pravzaprav na novo lahko zadavijo. To je ideja revolucije, ki jo vsi poznamo in ta se bo ponavljala, če ne bomo tega pravzaprav uspeli. Jaz se dosti ukvarjam z vprašanjem nenasilja, tudi sem dosti študiral indijske religije, sem se s tem ukvarjal in ko je menil Gandija pač, ne, Satyagraha je ravno obratno, kar mi razumemo, to je moč, ne, to je neznanska moč. Recimo, Satyagraha ne pomeni, da si ti nek slabotnež, kot ne vem, da komaj stojiš, pa se veš, ampak tako, ne, da komaj se pustiš, komaj stojiš, ampak tebe neznanska moč, ki bo absolutno premagala, torej to, da bo premagala, pa se da upanje in tvoje zaupanje v to, da bo, ne garantira. In še zaključek, ne, jaz sam sem prišel, ko sem razmišljal o zlu in o tem, kaj lahko zlo reši, pa nisem, ne vem, tak prakticirajoč kristjan, se pa imam seveda za delča te tradicije, da enostavno druge šanse ni, kot da negiramo to tradicijo, ki sem prej omenil, in da odpuščanje razumemo kot idejo, da je na svetu vendarle neka sila ali pa neka ideja, da je dobro ravno v tem, da se rane vendar zacelijo. Ne. Se pravi, to je pa tisto, kar v nas pustimo možnost, da smo sami tisti, ki razmišljamo, da lahko rane se zacelijo. Se pravi, da tudi mi k temu nekaj dodamo. Ne. Je to proces na individualno? Ja, nažalost je to proces na individualno, ker v filozofiji ni ničesar, kar bi segali preko, vse druga ideologija. Ne. Nažalost, mislim, da bo to težko tem učiti ljudi. Ne, to so zdaj velike teme, ampak žal je tako, da edino upanje pač tudi krščanstvo kot ideologija nam bo to rešila. Človek mora biti v bistvu sam, ne, pri sebi karkoli že je, hindujec se vse. To odpiram samo. Odprla dr. Petrova že prej. V bistvu zdaj tudi to vprašanje individualnega, javnega, državnega, če rečemo, kaj je Francija naredila, ne, tudi naredila država, nam jaz prav to.
Ja, gotovo. Ampak država, kako je že tisto, država je pravzaprav tudi odločitev neke skupine ljudi, ki temelji na etiki. Resna znanost brez etike je katastrofalna. In tukaj bi se morali slovenski izobraženci pravzaprav skupaj odločiti za nekaj takega. Ne? To, kar ste prej izpostavili, da nekdo reče kot direktor nekega muzeja, torej Franko Jurija, Luka, pardon, se upravičuje, tudi Franko je direktor tega muzeja, slučajno, ampak tako, torej bi ga morali pozvati najmanj kot odstop, pa sam ponuditi odstop, kajti mi smo vendarle inštitucije, sama delam v muzeju in muzeji so dejansko sodobne hiše kolektivnega spomina. Ne pripovedovanja zgodb in podatkov, svetišča, če hočete tudi, in novi muzeji, recimo tudi vojni, Kanadi, Ameriki in tako dalje, ne pripovedujejo več zgodb o velikih bitkah, temveč pripovedujejo zgodbe o človeškem trpljenju, ker se ti, in se ne izrekajo, dovolijo človeku, da pravzaprav ob temu razmisli, da najde moč, da najde moč. Torej, ni človekovo pomnenje, zdaj spet kot arheolog bomo pozorila, tukaj gor, v podatkih, in znanj in naštevanju nečesa in razlagi logični, temveč v globokem doživljanju. In tukaj je toliko tega, kar bi mi morali zahtevati prvič. Brezpogojni izkop in pokop. Kar ste rekli, lučke, to je nekaj tako starega, od paleolitika dlje se prižiga luči na grobovih. Zakaj? Ker se verjame, da je duša prisotna pri telesu. To je koliko že nazaj, nekaj 100.000 leta, to v našem globokem spominu, jaz verjamem v sklope memov, spominske sklope. In dejansko to še vedno počnemo, čeprav ne vemo več zakaj. Zato, ker vemo, prej ste citirali iz Grčije, iz stare grške literature. Pokop se mora zgoditi v vsaki civilizirani družbi. To je nekaj, kar je skrajno barbarskega. Ampak kaj stoji za tem? Da bi duša našla mir, da bi našla, in ta kolektivna duša smo seveda tudi mi, če gledamo malce bolj zgodovinsko, malce bolj široko, ne samo z 20. stoletjem in ne samo z racionalnimi znanostmi, in tudi seveda v prihodnost. Če je ta krogotok presekam, potem seveda ni poti naprej, je resnično obsojen narod na uničenje. Sem kratko, če Ja, lahko povem. se upravičujem, kaj sem vsi pa manj. Vse zato smo tle, vse v redu. Ja. Ampak to, da bo vsak lahko, takoj gospodin dan besed, sem to, bi ste tole omenil. Ja, kaj pomeni pokop? Pokop pomeni, zelo nima zadnje besede. To sem že večkrat rekel to. Mogoče sem to dodal. Zakaj to pomeni? Zahtevati pokop. Pokop pomeni žolnenje. Ja, niti v pisarnah ne smete pusti več stati. Ja, ni to zadnja beseda. Mi smo se kar tako znebili pol prebivalstva, ker in zdaj bomo srečno zaživeli. Na eni in drugi strani. In pol drug dodatek je ta, kolektivno individualno. Iskreno opravičilo Nemcev, recimo Poljakov. Ni problem, da to naredi en predsednik, lahko poklekne, ne poklekne, lahko ne. Važno je ta iskrenost, če je iskreno, se bo Poljakov dotaknil. Tukaj pa nas isto velja. Če je iskreno, ja, se jih je dotaknil. In tukaj pa nas isto velja. Kdo se bo iskreno opravičil, to se nas bo dotaknil. In tle smo vsi, vseh barov, ta iskrenost ima moč, da gre ali skozi film, literaturo, ali osebno izpoved, ampak to držo... Naši muzeji bi morali to tudi. Ampak pravim, da to držo mi tako pogrešamo, tako bo prišla, ali pa bomo da prihaja, bomo to iskrenost ponavljali in bomo sledili, bomo delili. Jaz sem pri Pahorju mogoče na tako iskrenost videl našemu stoletniku in pisatelju, ko prav, kako je stebrišče prišel in ni ostal v žrtvu. Ni ostal v žrtvu. On je rekel, jaz se včasih počutim tako krivga, mi smo imeli kruh tistih, za kjer smo vedeli, da nas ni dan umrli. Mi smo zato preživeli. Rekel, jaz se počutim krivga. Tudi jaz sem bil nepošten. Že, ampak to so počutijo vsi, ki so preživeli, od Ja, ampak niso vsi tega povedali. Niso vsi tega tako povedali, kot on. Primo Levi je, Kronicki je tudi. Ja, ampak ko bi naši moj heroji... kolega ambasador iz Izraela je tudi povedal, da se
ko bi naši heroji povedali, kaj so oni počeli, pol bi si marsikdo vdahnil. Potem bi tudi žrtve lahko povedali, in žal mislim, da bo to njihova naloga, tle je ta odpuščanje, kar ste pa izprašal. Žrtve bodo mogli reči, koliko pahor sem bil žrtv, ampak nisem tudi bil taka žrtv. Nisem bil en heroj. Bil sem strahopetec, idel sem kruh tisti, sem pa preživel. To je nekaj drugega kot krivda preživelih, žal mi je, ker sem pač skozi prišel. Ne. Nisem noben heroj. Ampak tudi žrtv ne. Človek, me je bilo strah, včasih sem kaj dobro naredil, včasih sem kaj slabega naredil in se ne grem več teh igrc. Ne? To se mi zdi, da tisto, zakaj njega bere Evropa, ga bere zaradi te skrivnosti. Izvolite. Ja, jaz sem pa Mihaela Skobrne in bi najprej dr. Erzar vaš javek pohvala v opogledi. Jaz sicer kratek, ste pa ogromno in zelo dobro povedali. Druga stvar pa mene zanima, ker smo slišali, da so tudi evropski drugi narodi podobno doživljali. Ali tudi ti grobišča prekopavajo in pokopavajo kosti, to me zanima. Druga stvar je pa, da bom iz svojega stališča povedala. Moja stara mama je bila partizanska mamica, stric je pa najprej pokopan v Kočevju. Ko so me vprašali, kaj si bi želela, sem rekla, da želim, da ostane z ljudmi, s katerimi je trpel. Ker večjega spoštovanja za moje pojme deležen, kot pa da ga, na primer, v svoj grob prenašamo. Bi pa želela, da bi bili ta grobišča parki. To sem pa povedala, ker sem slišala zdaj določena mnenja, jaz imam pa tako mnenje in mislim, da nas je veliko, ki tako razmišljamo. Še en stvari sem se dotaknil te kolektivnosti minutka, še pomanj. Vse to si že omenil. Pač kolektiv lahko največ stori, če se zelo formalno kaj zgodi, da kdo je kaznovan. Tle mislim, da največ lahko naredi zelo rigidno, formalno, pravno, nekdo je kaznovan, obsojen. To lahko največ kolektiv naredi za spravo, tega pa pri nas ni. In to pa najbolj boli ljudi, ker se ljudje se sprehajajo, bodi si, zdaj se eni že umrli, eni so še živi. In jaz mislim, tle ni treba biti nobenko iskač nič, enostavno pravičnost bi se pa mogla tukaj pokazati, da pač se vendarle poskuša nekaj obsoditi. In tukaj tega ne bo, mislim, ko bo še to šlo, pa mislim, da... Prosim, vprašala sem, če tudi drugi narodi prekopavajo grobišča, če bi rada slišala, da mi povesti, prosim. Ja, jasno, da jih prekopavajo, zelo skrbijo za svoje kosti, nosijo iz Rusije, iz Ukrajine, iz Balkana in tako naprej, veste, da je. Tudi Slovenije, Nemci, Italijani. Italijani uredi Puljo, Nemci pač... Tako je, In tudi Slovenija, država Slovenija, pa tem vi ste hoteli nekaj drugega reči, da pač mogoče ni potrebno ravno na ta način, ampak da se z eno pieteto, z enim sočutjem temu pristopa. Ampak mogoče je to bolj tehnično vprašanje. Ker se mi zdi večja pieteta to, kot pa sejiti, ampak mogoče samo lipoščanje to. Jaz samo rad komentiral, bom čisto po pravic povedal. Jaz v Argentini nisem začutil iz naše skupnosti, tudi v družini, prvič nobene želje po maščevanju, nikdar. Začutil sem samo veliko bolečino od strani ljudi, ki so izgubili svoje svojce. Celo moja tašča izgubila 5 bratov in 3 so šli pa od 9 otrok, 3 pa v Argentino in tista mati je ostala sama z enim otrokom. Take zgodbe poznam ogromno, ampak hočem reči, ne maščevanja, samo želja potem, da bi se tudi v drugih ljudeh prebudila ta misel, da je treba nekaj narediti, ker je to čisto človeška zgodba. In ne moramo mi biti tako veliko nerodni, če že ne hudobni, da bi interpretirali stvari tako, kot da so eni res neki bili vizionari, drugi so bili pa res završiti, ker pa ni to več človeška zgodba. Pol postane ta zgodba mitološka, ne vem, kako hoče reči. Tako to je, žal, Sam rad bi, da to vi dobro veste, da jaz prihajam sicer z Argentine, kjer se je ogromno pisalo, verjetno vi bolj veste kaj, verjetno vse v pejorativnih oblikah, niti ne vem, me tudi ne zanima,
Zaprav je bil režim, ki je bil zelo, v tem smislu zelo konsekventen. Sam jaz nimam maščevanja, vam povem. Nimam želje po maščevanju, samo želim potem, da bi si ljudje znali res priznati to, da ni bilo vse v redu. Ampak maščevanje se ni moč izogniti, če ni zadoščeno pravičnosti. Ne? To absolutno drži. Resnica in pravica. Pravičnost, če ni zadoščeno. Ne? In v tem pogledu, kaj je pravično, moramo poskušati spregovoriti in si pripričati, da ne bi imeli različnih pogledov. Ne? Iz te strani, iz katere jaz prihajam, ja, sej skoraj ni več žrtev, se ne vem. Še umirajo tisti zadnji zdaj, a ne, ki so kdaj uspeli se vsaj rešiti. A ne. Kdo pa še ostane, pravzaprav, od te strani žrtve? Da bi lahko... Ja. Hvala, ker je bilo tako rečeno, da imamo vsi možnost v nočnem večeru spregovoriti. Jaz sem Marjan Ortar, sicer ki se s tehniko ukvarjam, mogoče se bo poznalo pri razmišljanju. Zraven pa tudi s petjem, ampak zakaj bom to rekel? Zato, ker smo doživeli, tako je bilo leta 97, dodam k temu ne nevednost, ampak problem je zlaganost v naši družbi. Smo šli z oktetom 97. leta v Argentino, s tem, da pesem ne pozna ne levih, ne desnih, ne belih, ne črnih. Jaz sicer nisem nekako umeščen razen sreči, kakorkoli sem vesel, da sem po krščanski liniji nekako vzgojen, ampak kaj se je zgodilo? V Argentino nas je šlo 9 in vsi, jaz sem imel še to srečo, da sem nekje sprejel v roke pred tem knjigo te, ker so tlakovalo z našo krvjo. Ostali so bili samo vzgajani z našim šolskim sistemom in smo odhajali v Argentino. Mar mi je gospod Fink tudi izval, ker je rekel bolj prispodobno, ne sem sin izdajalca. V mislih tiste vzgoje takrat zlaganosti, da se gre zapet nekom, ki so obegnili, pa ki so izdali domovino. Prišli smo tja, nazaj smo odšli, gospodje, z vestjo, z vprašanjem, pa vendar prihajamo bogatejši s poznanjem, da pri njih se lahko učimo domovinske ljubezni domovine. Kako so ti lahko ljudje izdajalci, ki so vzor, morali biti nam vsem, kako se obnašati z ljubeznjo do domovine, do svoje domovine Slovenije. Naprej pa samo toliko, če dovolite razmišljanja, vojna, zmedeno stanje absolutno. Ne ve človek na eno, na drugo stran. Pojavilo se je sigurno, ko jaz spremljam in, če dovolite, 3 minute razmišljanja, se je začelo dogajati marsikaj in nekateri so si pa vendar rekli, ne smemo to gledati, moramo zaščititi tudi svoje ljudi. Ampak zdaj, zakaj naprej? Ne bom zato, kar sem zdaj uvodoma rekel, da bi poveličeval eno stran pa drugo krivil, ampak vendar čas beganosti in vsakršni poboji na eni krivični, se pravi, ne tisti razen, kar je bilo že rečeno, v čisti samoobrambi, vsakršni poboji so neopravičljivi in človek samo reče, ko pogleda nazaj, verjetno, kako sem ubogo bitje v takej situaciji, kaj kot človek sem zmožen vse narediti in brez kontrole. In samo tu je verjetno razmislek naprej. S tem, da, kot ste rekli, sicer, ko se ti najhujše zgodi, se ti gotovo zgodi maščevanje. In jaz si ne predstavljam, kaj je drugega nasproti maščevanju odpuščanje. Si ne predstavljam, kako ta problem reši drugače. Ali pa po tistem tu pozabo, sam verjetno, kar se tiče duha, potem spet naprej, ne samo človek kot tist, ki izraža, ki govori, verjetno tudi duh ostane obremenjen naprej in cel rod in cel narod. Verjetno bi želel še kaj povedati, ampak dovolite, da se zahvalim še, da ste mi dovolili. Govoriti, da še drugi pridejo na vrsto, samo toliko. Hvala lepa. Jaz sem samo na odpuščanje mogoče, ker je res ostalo tako v zraku. A imamo prvič modele odpuščanja, ali to odpuščanje na ta način, jaz odpustim tebi, jaz žrtvo odpusti storilcu. Ta odpuščanje, ki ga danes v tej literaturi, ki sem jaz prebiral,
močno zagovarjajo, ni tega tipa. Se pravi, ni odpuščanje med dvema. Ampak je zato, da bi razumeli, kakšno odpuščanje je to, ne, tako notranja osvoboditev in je bolj individualna, ampak to ne pomeni, da se ne smeš nekomu o tem pogovarjati, magar z nekom, ki se s tem ne strinja, ampak je v tem smislu, da bi to razumeli, kako rabelj, ali pa rečemo tako zelo poenostavljeno, kako storilc najbolj zaslužni žrtev. Kako je najbolj ujame. Tako da žrtev začne samo še o tem razmišljati in začne tuhtati o maščevanju. Takrat je žrtev ujeta. Zelo schematično sem rekel, ampak to je ta pekel. Gotovo, da je pekel to, da ti nekdo naredi krivico. Zato je ta odpuščanje je več od pravičnosti. Če tako rečem, je globje od pravičnosti. Pravičnost še vedno hoče je in pravičnost mora biti. In je stvar države, stvar bi rekel, kako ste vi rekel, fajn, stvar kolektiva. Države. Prav. Tudi, če je minimalna, ampak je, na to se lahko opremo, so zakoni, lahko jih aktivno še spodbujamo in tako naprej. To ni izključeno, ampak je usporedna pot. Se pravi, ta pot, ki se reče, ja, a nismo mi še vedno v letu 45. Ker se pogledamo, vi in mi, se pogledamo vsi v oči, pogledajte, koliko je maščevanosti, koliko je sprenevedanja, manipulativnosti, zanikanja, slepomišljenja. Kje smo? V tem smislu, vsak lahko se reče, dobro, odpuščanje zame bi pomenilo kaj? Ker hrbna stran tega je, če mi ne odpustimo, če gojimo maščevanje, je, da ta naš rabelj, če tako rečem, storilc, kakršenkoli, postaja čedalje močnejši. Še vidimo ključe od naše ječe in mi mislimo, a kdaj nas bo še spustil ven? In potem naši sinovi tuhtajo samo v tem, le, oče je bil tako ujet, taka žrtev. Kaj je ta sin? Ja, polno sovraštva. Maščevanost. Niti ne ve, odkot je prišlo. In tudi ta sin je še vedno uječ. Ta demon, ta ogromni rabelj ga še vedno drži. To ni res. To ni res. Te rablji so, če tako pogledam, čisto psihološko, te rablji so ene čustveni invalidi, nesrečni ljudi, kriminalci. V normalni družbi bi se hitro znašli na robu. V izjemnih razmerah so se znašli na vrhu. In so skrbeli za to, da so izjemne razmere se kar podaljšvali. Pa imamo to urgentno situacijo, pa tega notranjega sovražnika, pa onega notranjega sovražnika in tako naprej, ker to izvire iz njihove globoke ogroženosti od soljudi. Oni ljudi doživljajo kot nevarni. In tako reagirajo. Tako reagirajo Stalin, Hitler, tudi naš Tito, ogroženo. Jovanka, vohunka, ta vohun, kaj ti hoče? Kaj ta naklepa? Čistka, gremo, prva linija generalov, pade, naslednja, čez 10 let ta pade. To je to. To je ena bolestna nezaupljivost, ogroženost, včasih tudi ta prav paranoična, pri nekaterih so prav to psihologi razmišljali, da je bilo proti znaki preko blodnega mišljenja, ne? Ko so imeli tudi dokazali, mi ti nič nočemo, mi smo tvoji, greste. Prva linija, vedno je treba malo počistiti. Bolj, da se ljudje bojijo, kot da me ljubijo, ne? To je ta nauk. No in ta logika se pri žrtvah pozna tako, da žrtve začnejo sovražati. In ljudje, ki so ven z tega prišli, so rekli sem to, mi smo v taboriščih, ene nune so to v eni svoji zgodbi povedali, mislim, da iz Kambodže, so rekli, mi smo sem to molili, da ne bi zasovražili svojih ječarjev. Zakaj? Ko jih zasovražiš, pa smo pa res zaprti. To. A smem samo prosite, samo eno kratko repliko na to, ne? Tisti del Evrope, ki ima med seboj mir in kjer se živijo dobra življenja v demokratičnih družbah, ne? Izhaja iz etike, ki je nasprotna tej etiki. In ker gospod Škof tudi govori o problemu etike, velja o tem razmisliti. Ne? Odpuščanje domnevam, da pomeni nekoga odvezati odgovornosti za posledice njegovih dejanj. Ne? A ne pomeni? To je spoved. Torej, jaz mislim odgovornosti za posledice, a ne pomeni to. Tisto bi bilo konkretno. Jaz bratu odpustim, kaj si mi hudega naredil in to naredim zaradi sebe. Ne zato, da bi njega odrešil, da mi je res naredil za nekaj. A ne pomeni
odpustiti nekomu, ga odvezati odgovornosti za posledice njegovih dejanj? Sigurno ne? Ker, kaj pa potem pomeni, če ne pomeni odvezati odgovornost? Namreč sekularna etika je tista, ki pravi, da so nekatera dejanja taka, da posledice nikoli ne prenehajo. In ker nikoli ne prenehajo, so določena dejanja, kazniva dejanja taka, da je dolžnost države, da jih vedno preganja storilce kaznivih dejanj. Na tej logiki počiva, kako bi rekel, mir med narodi. Skratka, nekdo stori tako hudo dejanje, da posledice tega dejanja nikoli ne prenehajo. In zaradi tega je dolžnost oblasti, da tega vedno preganja. To je tisto, kar pri nas umanjka in česar nimamo moči, da bi ljudi, ki so povzročili tolika zla dejanja, postavili pred sodišče. Ampak ta etika ravno to zahteva. Prosim. Ja, super. Veronika Brvarje Manji. Vesela sem, da ste začeli to temo osebnega odpuščanja oziroma osebne odgovornosti. Ravno to mislim, da je problem naše družbe. Morda ne veste, ampak se dogajajo tudi odpuščanja na osebni ravni in se dogaja tudi to, da pač si sežete krvnik in rabelj v roke. Lahko povem prav iz moje družinske zveze. Moj dedek je bil bit strani barbardista. Moja sestrična, torej vnukinja, se je poročila po naključju ravno v to družino. Zgodilo se je to, da je moja stara mama, normalna razsodna ženska, odšla na poroko in rekla, ne dovolim več sovraštva med družinami. Tako in s tem, da so mene tudi dogovoriti, ampak zgodba se je končala. Boli me pa v tej Sloveniji, je tako zlagana, da vedno ta tema pride, res kot ste rekli, kvartopirsko na mizo, v roke pokvarjenih ljudi in da v bistvu celotna družba res paranoična. Kot ste rekli, Franko Juri, Luka Juri, jaz vsem se so oba direktorja. Ni vseeno in nam ne bi smelo biti vseeno. Ampak večini ljudi pa je. Pri nas zapirajo zdravnice, ki niso vedeli v pravem trenutku, kako se odločiti, medtem ko lopovi se mirno tukaj sprehajajo, mi tukaj sedimo in razglabljamo o temi, ki je stara 70 let in res nam vsem hudo. Ampak mi si odpuščamo, medtem ko stvari, ki se nam tukaj pred očmi dogajamo, pogledamo, potem pa noben od nas intelektualcev ne govori. Prvič, ker ni dovoljeno govoriti, ker izgubimo službo, tako sem jaz, ker morda ni modno reči, sem ljubim slovenski jezik, ja, ti si iz prejšnjega stoletja, a ne? Pač ne znam pisati slovenske, bolj da ne znaš slovenski, pa govorim slovenske brez veze, ne? Če govorim pač ljubljančino. To je naša družba. Mi si ne priznamo, kaj se danes dogaja. Totalno paranoična družba. Jaz sem se zelo celila v Amsterdam in gledam iz te perspektive, kaj se nam tukaj dogaja. Katastrofa. Jaz sem rečem, vsakič, ko pridem na letališče, mi je hudo. Mi je vedno bolj hudo za to državo. Res.